Pozdravljeni v podkastu Portal v vesolje. Podkastu za vse, ki vesolje namesto z očmi raje raziskujete z ušesi. Danes bom govoril o dogodku izpred 50 let, ko so astronomi prvič poslali radijski signal v vesolje v upanju, da ga sprejmejo vesoljci. Pobližje si bomo pogledali zvezdo Betelgezo, eno izmed bolj vpadljivih zvezd na nebu. Nova raziskava pravi, da je ne poznamo tako dobro, kot smo mislili prej. Predstavil vam bom še roman Orbital, ki je dobil letošnjo nagrado Booker za najboljšo knjigo, napisano v angleščini, in se dogaja, kot bi lahko uganili, v vesolju. Novembra 16. je minilo 50 let, odkar smo v vesolje prvič zavedno poslali radijski signal v upanju, da ga prestrežejo vesoljci. Vsaka podobnost z romanom Problem treh teles, ki je ekraniziran tudi v seriji na Netflixu, je zgolj naključna. Upam. Radijske signale oddajamo v vesolje že več kot 100 let. Ampak v vsem tem času je signal ušel v vesolje in nismo ga poslali namerno. Poleg tega je bil signal v vseh primerih šibek. Recimo, da je neka televizijska hiša pred 50 leti oddajala neko oddajo in da je ta signal ušel v vesolje. Čeprav bi danes teoretično to radijsko oddajo lahko poslušali vesoljci na zvezdi oddaljeni 50 svetlobnih let, je ta signal že tako oslabljen, da bi bilo to praktično nemogoče. Leta 1974 se pa astronomi niso hecali, ko so v vesolje oddali signal z radijskim teleskopom Arecibo. Ta teleskop stoji v Puerto Ricu in to je bil najmočnejši radijski signal, ki ga je človeštvo kadarkoli poslalo v vesolje. Ideja je zrasla na zelniku Franka Drakea. Za Drakea ste mogoče že slišali, to je bil ameriški astrofizik. Postal je slaven, ko je skoval svojo slavno enačbo, danes poimenovana Drakeova enačba, s katero lahko ocenimo število inteligentnih civilizacij v vesolju. O tej enačbi več kdaj drugič. Drake je idejo predstavil svojim kolegom, med drugim tudi Carlu Saganu. Mogoče ste tudi že za njega slišali. Gre za odličnega popularizatorja znanosti. In ona dva in še nekateri drugi znanstveniki so se takrat usedli in skovali neko enostavno sporočilo, ki bi ga poslali v vesolje. V bistvu je šlo za serijo binarnih števil. Če bi signal kadarkoli prejeli vesoljci in ga uspeli dešifrirati, bi dobili informacije o strukturi DNK, pa o položaju Osončja v vesolju. Poročilo je vsebovalo tudi neko čačko človeka. No, to se je dogajalo pred 50 leti, vsega skupaj 1679 bitov informacij so s teleskopom oddajali kar 3 minute. Signal je bil, kot rečeno, zelo močan, usmerjen in lahko bi ga detektirala civilizacija kjerkoli v galaksiji, če bi imeli tako dober teleskop, kot je Arecibo. Torej gre za bistveno drugačen signal, kot gre pa za pri tistih naključnih signalih, ki uidejo v vesolje. Signal so sicer poslali v smeri kroglaste kopice M13 in razlog za to je bil zelo pragmatičen. Po eni strani je v tej kopici ogromno zvezd, po drugi strani je bila pa kopica ob času oddajanja signala na nebu. Kot je pri takih dogodkih navada, so bili nekateri ljudje navdušeni, drugi pa zgroženi. Skrbelo jih je,
Ne, zdaj, če vesoljci zares obstajajo, smo jim potem ravno dali napotke, da nas obiščejo in zavzamejo naš planet. Mogoče je bil to tudi razlog, da je Carl Sagan leta 1985 napisal roman Stik, v katerem ljudje detektirajo nek umeten signal iz vesolja, kar povzroči celo dramo. No, 50 let je dolga doba. Teleskop Arecibo se je leta 2020 dobesedno sesedel in torej ni več operabilen. Dolgo časa je bil Arecibo največja radijska antena za opazovanje vesolja. Imel je premer 305 metrov, danes je pa rekorder radijski teleskop FAST na Kitajskem, ki meri 500 metrov v premeru. Signal je sedaj 50 svetlobnih let daleč. Sama kroglasta kopica je oddaljena okoli 22.000 svetlobnih let, torej bo še kar nekaj časa minil, preden bo signal prišel do te kopice. V najboljšem primeru bi odgovor pričakovali v dobrih 40.000 letih, torej svetloba mora priti do tja, potem jo mora nekdo detektirati in se odločiti, dajmo jim odgovoriti. In potem svetloba zopet potuje 20.000 let nazaj. Ampak ja, v 40.000 letih, kdo ve, kaj bo takrat s človeštvom. Betelgeza. Ljubitelji štoparskega vodnika po vesolju jo že poznate. Vesoljski štopar Ford Prefect nenazadnje prihaja s planeta, ki se giblje okoli zvezde Betelgeze. V angleško govorečem svetu Betelgezi rečejo Betelgeuse in filmoljubci bi ob omembi tega imena mogoče pomislili na glavnega antagonista filma Beetlejuice. Ampak Betelgeza je predvsem fascinantna zvezda in še vedno do neke mere skrivnostna. Nedavno je bila objavljena raziskava, ki pravi, da bi Betelgeza lahko bila dvojnica, torej da ne gre le za eno zvezdo, ampak v bistvu za dvozvezdje, torej za dve zvezdi, ki se gibljeta blizu ena okoli druge. Je možno, da tako pomembne lastnosti zvezde nismo opazili prej? Dajmo najprej povedati nekaj besed o sami zvezdi. Ni je težko najti na nebu, je del ozvezdja Orion. To je zelo markantno ozvezdje, skoraj ga ne morete zgrešiti. Če pa imate vseeno težave, si lahko pomagate s programi, ki prikazujejo nočno nebo v vsakem trenutku, naprimer programom Stellarium. No, ko najdete Orion, je Betelgeza zelo vpadljiva. Je zelo svetla in nekoliko rdečkaste barve. Je ena redkih zvezd, ki jih vidimo v barvi. Betelgeza je kar konkretna zvezda. Ima približno 18-krat večjo maso od Sonca. Uvrščamo jo med rdeče nadorjakinje. To je en poseben tip zvezde, ki je v jedru že pokurila ves vodik in se nato zelo napihne. Betelgeza je res ogromna. Je 700-krat večja od Sonca. Približno 70.000-krat večja od Zemlje. Ali pa še drugače, če bi Betelgezo postavili na mesto, kjer je Sonce, bi zapolnila ves prostor do orbite Jupitra, pa še mogoče malo dlje. Betelgeza tudi ni tako daleč od tega, da eksplodira kot supernova. Nihče ne ve točno, kdaj bo eksplodirala, lahko bi se zgodilo kmalu, verjetno pa v naslednjih 10.000 letih. Za časovne skale, ki se dogajajo v vesolju, je to praktično danes. Pred nekaj leti je Betelgeza opazovalce razburila, ker je kar naenkrat potemnela. Njen sij je bil
za 3-krat manjši od normalnega. Ljudje so pričakovali, verjetno so kar upali, da to pomeni, da je zvezda tik pred eksplozijo. Ampak potem je serija raziskav in člankov pokazala, da ne gre za nič tako dramatičnega. Zvezde, kot je Betelgeza, v njihovih atmosferah nastaja veliko prahu. In včasih večja količina prahu in plina enostavno odpihne z atmosfere v vesolje. In to se je tudi tukaj zgodilo z Betelgezo. En taka velika kepa plina in prahu je deloma zakrila zvezdo in zato je za nekaj časa potemnela. Sedaj je pa Betelgeza spet tako svetla, kot je bila pred potemnitvijo. Tako kot ostale rdeče nadorjakinje, tudi Betelgeza utripa. Zvezda se napihuje in krči. Ko se napihne, postane nekoliko svetlejša, ko se skrči, postane temnejša. Ampak če podrobno opazujemo Betelgezo, vidimo, da utripa z 2 različnima periodama. Eno utripanje se dogaja na časovni skali 416 dni, torej v tem času se enkrat napihne in skrči. Drugo utripanje pa poteka na daljši skali, na 2000 dni. Kako pojasniti ta dvojni način utripanja? No, zdaj končno pridemo do novice, o kateri sem govoril na začetku. Avtorji raziskave predlagajo, da daljša perioda utripanja ni povezana z zvezdo samo, ampak se spreminja si zaradi tega, ker je ob Betelgezi še ena majhna zvezda. Ta zvezda bi bila približno podobna Soncu in v normalnih pogojih, na tej oddaljenosti, bi tako zvezdo brez problema opazili, ampak ker je Betelgeza neverjetno svetla, povsem presvetli manjšo zvezdo. Če je seveda ta zvezda res tam. Zato bo potrebno še kakšen bolj konkreten dokaz. Je pa vedno zanimivo, ko se izkaže, da je zvezda, ki se nam zdi tako domača in mislimo, da v njej vemo praktično vse, da izvemo nekaj tako zanimivega in pomembnega, kot to, da bi mogoče lahko bila celo dvojna zvezda. Vesolje nas vedno znova preseneti. Sedaj pa še nekoliko drugačna novica. Pred 2 tednoma je bila podelitev nagrade Booker. To je nagrade za najboljši roman, napisan v angleščini. O takih nagradah si lahko mislimo, kar hočemo, ampak kar je zanimivo je, da je nagrado prvič dobil roman, ki je tesno povezan z vesoljem. Gre za roman Orbital, pisateljice Samanthe Harvey. Slišalo se je zanimivo in sem roman prebral v angleščini, ker žal trenutno slovenskega prevoda še ni. Dogajanje romana je postavljeno na mednarodno vesoljsko postajo. Spremljamo 6 astronavtov, kozmonavtov na postaji tekom enega dneva. Bolj natančno, 2 kozmonavta, 2 astronavtki in 2 astronavta. In ker v enem zemljinem dnevu postaja planet obkroži 16-krat, je pisateljica roman razdelila na 16 poglavij za vsako orbito enega. Prebivalce postaje spremljamo pri vsakodnevnih opravilih, od čiščenja zob do izvajanja eksperimentov in občasnega druženja. V njihovi podzavesti je plovilo s 4 astronavti, ki so ga ravno tistega dne izstrelili na Luno. Obenem pa razmišljajo o megatajfunu, ki se je pojavil nad vzhodno Azijo in grozi tamkajšnjim otočjem. Oni ga lahko zgolj opazujejo, kako ruši vse pred seboj. Ampak to ni roman,
katerega gonilo bi bila zgodba. Bolj kot sosledje dogodkov spremljamo sosledje vtisov. Pisateljica je na stotine ur spremljala sliko Zemlje, ki jo v živo oddaja kamera na postaji. To si lahko ogledate tudi sami na YouTubu. Svoja opažanja in občutke, ki jih je pri tem doživela, je zapisala v zelo živem poetičnem slogu in nam tako približala Zemljo, kot jo nek astronavt vidi v enem dnevu. V romanu je presenetljivo veliko razlag o samih orbitah, razvoju vesolja, zvezdah. Še več je pa v njem fragmentiranih vtisov in razmišljanj, ki bi človeka spremljali v vesolju. To je razmišljanje o času, o relativnosti, ekologiji, religiji, skupnosti in intimi ter smrti. Vesolje je tako specifično drugačno, tako drugačno od vsega, kar smo na Zemlji navajeni, da daje takšnim temam povsem nov okvir in širino. Roman preveva tudi nostalgija. Astronavti se na postaji ne morejo izgubiti občutka, da dnevi njihovega poklica, kakršen je bil, da so ti dnevi šteti. Nenazadnje, ravno v tistem trenutku proti Luni potuje naslednja generacija astronavtov. In s tem pisateljica namiguje tudi na dejstvo, da je postaja postarana in slej ko prej bo prišel čas, ko jo bodo strmoglavili na Zemljo. Ampak obenem pa tako postaja kot delo vseh dosedanjih prebivalcev postaje. To bo postalo neprecenljiv del naslednje etape osvajanja vesolja. No, naj bo v romanu dovolj. Če se vam takšen tip knjige zdi zanimiv in vam angleščina ne povzroča težav, potem vam jo priporočam. Tisti, ki bi radi kaj prebrali o astronavtih in mednarodni vesoljski postaji, iščete pa mogoče bolj prozaičen način pripovedovanja, si v postaji lahko preberete kakšno izmed mnogih knjig, ki so jih napisali astronavti. Sam sem prebral le tisto, ki jo je napisal Chris Hadfield, kanadski astronaut z naslovom An Astronaut's Guide to Life on Earth iz leta 2013. In to je odlična knjiga, ampak spet ne vem, ali je katera izmed teh knjig dejansko prevedena v slovenščino. Če se vam pa ne da brati, potem pa poiščite, kdaj bo postaja vidna iz vaših krajev in si jo oglejte v živo. Nedvomno vas bo hitra, svetla pikica na nebu očarala in vas mogoče napeljala na raznorazne misli o življenju, vesolju in sploh vsem. S tem smo prišli do konca današnje oddaje. Hvala vsem, ki nas poslušate. Za komentarje, predloge, kritike smo na voljo na naslovu portalvavesolje@gmail.com. Naslednja oddaja bo čez 2 tedna, do takrat pa veliko jasnih noči.